Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o ljubezni. Vse se vrti celo življenje okrog ljubezni. Kdo je v koga zaljubljen, že v puberteti, kdo v koga ni zaljubljen, pa že prej pred puberteto. In potem celo življenje, kdo je s kom, kdo je koga prevaral in tako naprej. V glavnem, če imaš ljubezen, pa tisto, veste, ko te šola življenje, imaš težave. Če je nimaš, imaš težave in vse se nekako vrti okrog tega. No, v glavnem, ja, skozi partnerske odnose predelujemo svoje življenje in se učimo lekcij. Zdaj bomo pa pogledali skozi karte, da vidimo za vse tiste, ki vas daje ljubezen. In vse tisto, kar mogoče ni ljubezen, da vidimo. Odgovori preko najprej karte prehodu na vodobo, potem Ošutove karte, potem pa še Zen tarot, da vidimo. Kaj vas čaka v naslednjih 3 mesecih? Kaj je tisto sporočilo za vas, ki je pomembno v tem trenutku? Kaj vam stvarstvo sporoča? 5 kart, zanimivo. Ok, gremo. 1, 2, 3, 4, 5 kart. 5 kart prehodu na vodobo. Da vidimo. Zanimivo, 2-krat so prišli angeli. Odločitev zase, pa spet angeli, pa boginja. Zanimivo. V glavnem, če vam zdaj razložim to, pogumno se odločaj za sebe, ker podpirajo te vse svetle sile. Se pravi, tukaj se ne vrti toliko okrog drugih ljudi, kot se vrti okrog vas in ljubezni do sebe. Se pravi, ne do drugih. Ker se pogumno odločate za sebe. Čakajte, 85 karta je... Se vam bom naprej prebrala še z knjigice Prehodu na vodobo, se pravi 85. Prav je, da se ta trenutek postaviš za sebe. Dovoljeno je, da si močna. Svojo moč lahko izražaš na ljubeč način. Sledi sporočilom, namigom, znamenjem, ki te vodijo naprej. Zavedaj se, da si varna tukaj in zdaj. Odpirajo se ti nove poti, sposobnosti in nove energije. No, potem je pa prišla karta rojstvo, boginja. Tebi se vsak dan rojeva nova energija. Novo, se pravi, na vseh področjih prihaja v tvoje življenje nekaj novega. Staro umira in ustvarja prostor novemu. Zaupaj procesu. Tebi je večno življenje, sprejemaj vse, kar ti pripada. Tvoje zdravje je tako ali tako ogledalo tvojega notranjega stanja. In če imaš kar naprej neke težave, recimo ženska vnetja, kaj ti sporoča telo? Mogoče pa tvoje telo govori, da mogoče ta človek ni ta prav za tebe. Sprejemaj vse, kar ti pripada. Zdravje, lepoto in izobilje na vseh področjih. Bodi hvaležna za svoje žensko telo. In kot vemo, telo je tako zemljevid naših čustev. In če imaš kar naprej neke zdravstvene težave, pa daj vprašaj svoje telo, kaj mi želiš sporočiti, kaj mi sporočaš. Dovoljujem, da se da bom za vas prebrala, dovoljuj, da se tvoja ženska energija izrazi, ker ti si boginja. No, zdaj pa dajmo majhen pogledati, kako se naša ženska energija izrazi. Predvsem preko tega, kako se počutimo v svojem ženskem telesu. Pač ženska je bila zdaj skozi tisočletja dobesedno cipa, kurba, prostitutka. Bila je tista, ki je bila na razpolago za zadovoljevanje potreb, pač moških. Ženska dejansko šele v zadnjih 50 letih mogoče se šele osvobaja, ta ženska revolucija, ki je prišla v zadnjih 100 letih, za pravice žensk. Ampak kaj pa prej? Dobro, nekatere kulture so bile pogojene s tem, da je v bistvu ženska kraljica in vemo, da južni bratje, pa recimo kar je juga, tudi Italija, je v bistvu tako ženska, ki je mati, je svetinja. V Sloveniji še to ni. Ženska, ki je mati, pač niti svetinja ni. V slovenski kulturi, pač tradicionalno, je bila ženska zato, da je rojevala otroke, ki so pač delali na kmetiji. In zdaj je čas, da se stvari spremenijo. In zanimivo, prišle so 3 karte, ki so povezane z angelsko energijo
in z vodstvom višjih sil. Dovoljuj, da te vodijo nebesne sile. Sebi bodi mirna. Dovoli si slišati vodstvo. No in zdaj naprej. Kaj ti tvoja duša šepeta? Kaj ti nekak notranji glas želi povedati, pa mogoče ne želi slišati? Zato, ker rešitev je blizu, je tukaj, berem sporočila. Bodi umirjena, da lahko jasno slišiš sporočila, ki jih angeli šepetajo. Misli, ki se ti porajajo, so angelska sporočila. To je jasen klic, kaj moraš narediti. Zavedaj se, da te angeli vodijo k pravim ljudem, da ti angeli pošiljajo prave ljudi. In zavedaj se, da je čas za premik naprej. Podpirate cela angelska vojska in zavedaj se, da tebe ljubi vse stvarstvo. To je angelski glas. Gremo naprej. Čarobni samorogi in vilinska bitja. Bitja svetlobe te ljubijo. Ja, seveda, bitja svetlobe te ljubijo, zato ker tudi preko tega dobivaš lekcije, ki jih moraš ozavestiti. In vsak odnos, ki pač ni ljubezen, je karmični odnos, ki te nekaj uči. In zdaj poslušaj naprej. Ko si v srcu, jih čutiš. Z njimi se z lahkoto sporazumevaš. Svetlobna bitja delujejo skozi tebe in ti pomagajo. Dovoli si biti v svoji milini in v svoji tej ženski mili energiji. Svoje sposobnosti v celoti izražaš in živiš. Ali pa bom rekla drugače. Dovoli si, da se tvoje sposobnosti v celoti izrazijo in dovoli si živeti skozi svoje sposobnosti. In če ti nekdo govori, da nisi dovolj, če ti nekdo govori, da kakšna bi mogla biti in kaj nisi, namesto da bi ti govoril, kaj ti si in bi mogoče še odstrl kakšen del tebe in rekel, poglej, kako si čudovita, lepa, sposobna in da to tisti del mogoče, ki tebi gre na živce, pa ga težko pri sebi sprejmeš, pa ga tvoj partner sprejme, pa ga v bistvu tako vidiš ljubezen skozi njegove oči. A veste, to je nekaj zelo lepega, ampak nažalost tako redko. Pač usmerjeni smo v to, ti si to, ti nisi to in tako naprej. Kako se počutite ob določenem človeku, vaša čustva vam povejo vse. In zvoki in angelske sfere. Angeli te vodijo tja, kjer je zate najbolje. Bodi usklajena s simfonijo srca in narave. No, to je karta 34. Dovoli, da te zvok očisti in dovoli, da ti zvok odstrani blokade. Narava je tempelj, ki je prežet z nežno glasbo, žuborenjem potočka, šelestenjem listja, žvrgolenjem ptic, bučanjem valov, žvižganjem burje, dihanjem morja. Dovoli si, da si usklajena s zvokom narave. Dovoli, da narava čisti tvojega duha in tvoje telo. No, to so sporočila prehoda v novo dobo. V bistvu tako jasno sporočilo je, imej se rada. In če še nisi v takem ljubezenskem odnosu, kot ga želiš, je čas, da ozavestiš svoje rane in da najprej sebe vzljubiš. In ko boš sebe vzljubila, ko boš zase točno vedela, kaj si želiš, kako se želiš počutiti v ljubezenskem odnosu, takrat se lahko dejansko ljubezen zgodi. No, gremo naprej. Čas je za proslavljanje. Čakate proslavljanje. Če bo zmogla narediti kakšen korak naprej. In čas je za povezovanje z žensko energijo. Zdaj lahko z drugimi ženskami, lahko pa z žensko energijo v tebi. In nehaj se primerjati z drugimi ženskami, z drugimi ljudmi. A veste kaj, do česa sem jaz zdaj prišla? Ta trenutek se tako čisti, ampak prav čisti ženska zavist. Prav tako zavist. In očitno je čas, da se to počisti. Glejte, jaz tako proslavljam, se veselim uspeha drugih ljudi, sreče drugih ljudi. In ni da, recimo, glede na to, da sem bila leta in leta samska, da sem bila vsakič znova, ko sem videla par, a veste, ko vidiš tisto povezavo, da bi se usedla pa tako, zakaj so drugi bolj srečni od mene? Ampak sem rekla, no vidiš, to je meni všeč. A ste slišali zgoraj? Pošljite mi to. Pač
Moraš povedati, kaj ti je všeč. In življenje nam pokaže primere, kar nam ni všeč, primere, kar nam je všeč, zdaj pa kam damo svojo energijo. Jaz absolutno v to, ko vidim neko tisto pristno energijo, glejte, tega jaz želim še več, pošljite mi več tega. Ampak nehajte se primerjati z drugimi ženskami, ja, ene imajo večje prsa, druge imajo večjo zadnjo plat, ene so bolj pametne, druge manj pametne. Ampak to tekmovanje med ženskami, ta ženska zavist, bi bilo čas, da izumre. Res bi bilo čas, da izumre. A vam povem nekaj, zadnjič sem slišala en štos. A vam povem, zakaj so dinozavri odmrli, zakaj jih ni več. Kako se reče, odmrli? Izumrli. A veste zakaj? Ko je bila Noetova barka, so vse živali dobile vabilo, da pač pridejo, da grejo na Noetovo barko, in dinozavri so zamudili. In dejansko barka odpelje in pridejo dinozavri tja na vhod, pa reče, sem ti rekla, da je bilo to včeraj. Pa niso mogli iti na Noetovo barko in so izumrli. No, v glavnem. To je bilo malo za šalo vmes, ampak gremo naprej. Doživljanje. Kako ti sebe doživljaš? Nehaj se zlivati z okolico. Pač pokaži, kdo si. Kdo si? Nehaj se primerjati z drugim, nehaj se truditi, da ti kot unikat pašeš nekam. Pokaži, kdo si. In če boš pokazala, kdo ti si, to je varno. In ni se ti treba truditi za ljubezen, zato ker če se trudiš za ljubezen, verjemite mi, ljubezni ni. To ni ljubezen. Ljubezen samo je. Kar pomislite, če ste mama, a se ti kot mama moraš truditi za to, da imaš rada svojega otroka? Pač je to nemogoče. Otroka imaš rad zato, ker je tvoj. Pika. In ravno tako je v ljubezni med partnerjema. Če se moraš truditi za ljubezen, verjemite mi, to ni ljubezen. Gremo na naslednje sporočilo. Moralnost. Kaj se čisti? Glejte, moralnost. A veste, s čim jaz to povezujem? S cerkvijo. Kaj se spodobi, kako bi mogli biti, za obljubami. Zato, ker smo nekoč verjeli v to in smo dali za obljubo. Saj jaz zase govorim, ko sem dala za obljubo, dokler naju smrt ne loči, da bom ljubila. In ko je ta energija odšla, ljubezni, kaj, potem se pa trudiš, kdo bo prej umrl, a ne? Kdo bo, na nek način se ubijamo med sabo. A ni škoda življenja, ker življenje je tako, ampak res tako lepo. In tudi ta del, če si nekaj časa pač samska, verjemite mi, to je potreben čas za zdravljenje duše. Jaz sem rabila to obdobje, da sem pozdravila svojo dušo. Bom rekla, mislim, ni enostavno, seveda ni enostavno. Greš sam na morje, greš sam smučati. Ne, ni enostavno in niti ni zabavno, ampak je potrebno, zato ker če si vedno na nekoga naslonjen, si vedno tako kot nekdo, ki pač šepa. In je čas, da se pozdraviš, da lahko samostojno stojiš. Še eno sporočilo, upornik. Da pa treba porušiti vse verige, vse tisto, kar te veže, na vse tisto, kar ti nisi. Ja, vem, mogoče pomislite, pač tebi je enostavno govoriti o tem, kar je težko delati premike. Vem, jaz, ko sem delala svoje premike, se spomnim, čez poletje sem nabirala, pač v zgodnjem poletju, nabirala borovnice in smo imeli v skrinji preko 30 litrov borovnic. In potem jeseni, ko je vse skupaj počlo, začnem razmišljati, seveda sem iskala, kje bom živela z otroki, kje bo nov prostor za nas. In enkrat grem v klet, vzamem pač borovnice ven iz skrinje in v tistem mi gre čez možgane. In zdaj moram še vse te borovnice preseliti. In borovnice pri selitvi se lahko tajajo. Sploh nimam skrinje, moram še skrinjo kupiti. In v tistem me je začel boleti v križu, ker je to strah pred premiki. In naslednje jutro sem se zbudila s tako bolečino v križu, da vstati nisem mogla iz postelje. Pač korenska čakra, strah pred premiki. In jaz vem, da sem rabila te stvari počistiti, da
strah pred samoto, strah pred tem, da za kakšen praznik si sam. Veste, zanimiva pot je, zdaj za vse tiste, ki predelujete te poti, lejte, vam priporočam, vzemite v roke knjigo, ko imajo duše žur, in začnite čistiti. Na to knjigo imam v tem mesecu 30% popust, tako da če jo boste naročili, jo lahko na moji spletni strani srečnoživljenje.si naročite. Koda za popust je, dobro, da sem pozabila, vam bom dala od spodaj v komentarju oziroma pri opisu vam bom dala kodo za popust. 30% popust je s kodo, mail mi napište, minka@srečno-življenje.com. V glavnem, v vsakem primeru lahko mi pa message napišete, v glavnem knjigo vam bom poslala. Gremo naprej. Zanimivo. Včeraj sem kodo sestavljala, pa očitno je toliko zakomplicirana, da ni ostala v glavi. Pejmo še naprej, zdaj pa gremo še na Zen tarot. Se pravi, kaj je pomembno ta trenutek za vas, ki delate korake v ljubezni? Kaj je prav, da ozavestite, da slišite, kaj vam sporoča stvarstvo? Ravno tako bom potegnila 5 kart, pa da vidimo prerokovanje vaše svetle prihodnosti. Ok, še tale kukavan. Nekaj vas bremeni, dajte že odvršiti to. Pač to, kar je vaše breme, ni potrebno, da ga nosite za sabo. Odloži. Gremo naprej, na naslednje sporočilo. Mogoče imate občutek, da ta trenutek ste dotrajani, da ste dejansko tako, da so vsi meči obrnjeni proti vam, da ležite na tleh in da ne zmorete več. Ampak dobra novica je, da je to zaključek neke poti. In če se na koncu neke poti, pomeni, da je čas, da odvržete to, kar vas bremeni in da greste naprej. Okrog vas imate mogoče občutek, da so same težave. In mogoče ne vidite niti tega, kar se dogaja. Zavezane oči imate, zvezane roke. Ampak dejstvo je, da tudi če imate zvezane roke, vi lahko potegnete prevezo z oči dol in vidite, kje ste. In tudi lahko odvežete vozel. Vse lahko naredite, res pa je, da je povezano to z resnico. In resnica je včasih tako kruta, ko se začnete spraševati, kaj občutim v tem odnosu, kaj občutim v tem odnosu, kaj občutim v tem odnosu. In greste spat s to mislijo, kaj občutim v tem odnosu. In zjutraj boste vedeli. Zjutraj, ko se zbudiš, veš, kaj občutiš v tem odnosu. In lahko bo nekaj povezano z vami, ne vem, to mogoče, da se premalo cenite ali pa da morate prosjačiti za ljubezen, ne vem. Lahko bo povezano z jezo do partnerja, pač enostavno, kaj občutim. In naprej se boste spraševali, kaj se učim. Kaj je lekcija? Postavljajte vprašanja, ker vaša duša vam bo dala odgovore. No, in zdaj naslednje 3 karte, ki so pa prišle ven, so pa povezane s tem. Zavedajte se, da imate moč. In ta moč, ta lev je na vrvici, to je vaša podzavest. To pomeni, da imate vi dejansko vse pred sabo. Ni potrebno vlačiti vsega za sabo, v sebi imate dovolj moči, da lahko greste naprej. Tudi kontrolo nad svojimi živalskimi nagoni. No in potem je prišel ven cesar. Cesar je povezan z zemeljsko energijo, s premiki, stabilnostjo, s tem, da poskrbiš tudi za materialno plat in čaka vas sreča. Ljubezen, dom, mir. Ja, če boste zmogli narediti te korake, potem vas vse to čaka. Če ne, boste pač se vrteli v tistih energijah, kjer ste zdajle in se lahko vrtite naslednjih 25 let ali pa 50, sploh ni pomembno, pa če ne boste v tem življenju nekaj naredili, še naslednje življenje. Pač, tako grejo stvari. Vem, da je težko, vem, da se učimo, da delamo lekcije, ampak tisto, kar se sigurno vsak od nas uči, je ljubezen do sebe, ker vsak odnos mi vedno prinesemo najprej sebe, svoje srce. In ne morete pričakovati, da boste dobili idealnega partnerja,
Ker če vi pri sebi ne pozdravite svojih ran, toliko časa lahko privlačite samo ljudi, ki so tako ranjeni kot vi, ali še bolj. Pač karmične lekcije. Tako da želim vam vse dobro in ne pozabite, ja, temelj vsega je ljubezen do sebe. In ko se imate res radi, takrat res delate korake, ki pomagajo vam, da napredujete in predvsem s tem, ko sami naredite korake, s tem pomagate dejansko tudi svoji družini. Najprej svojim otrokom, ker so to vaše žive celice. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, naj vam pri tem, kar se vam dogaja, pomaga Božji blagoslov in predvsem vsa svetla bitja, ker verjemite mi, da rešitev ni tako težka, kot se mogoče zdi na prvi pogled. Tako da uživajte in boste videli, da bo vse v redu.